problemov v zdravstveni negi je veliko, nič manj kot pred 10 leti, ko ste glasno opozorili na anomalije, do katerih prihaja v praksi, med drugim tudi v nerešenem odnosu, razmerjih in kompetencah med srednjimi medicinskimi sestrami in diplomiranimi medicinskimi sestrami. Kako je danes? Tako kot smo pred 10 leti predvidevali, točno to se zdaj dogaja. Problemov ni samo, da jih ni nič manj, problemov je vsako leto več. In drugače seveda tudi ne more biti, ker zadeve niso urejene. Dogaja se točno to, kar smo pred 10 leti predvidevali, ker takrat, ko smo pristopili k Evropski uniji, stvari niso bile sistemsko urejene, se pravi, ni bilo upoštevano to, kar se dejansko dogaja na deloviščih. Srednje sestre so, po mojem mnenju, usposobljene za marsikaj, ker pač v teh kompetencah jim stvari niso dovoljene, ampak so kljub temu stvari so delale, delajo še naprej, zato so veliko manj plačene, se pravi, s temi stvarmi, ko se nesistemsko zadeve rešujejo, ko se stvari rešujejo na silo, ko se postavljajo neke meje, kdo je sestra, kdo ni sestra, kdaj je bolj varno, kdaj je manj varno obravnava. Mi se s temi stvarmi ne strinjamo. Mislim, da te raziskave, o katerih nekateri strokovnjaki govorijo, da če je sestra manj izobražena, da prihaja potem do incidentov. Smatramo, da so te raziskave narejene v evropskem merilu, kar strokovnjaki tudi trdijo. Ne morejo biti primerljive za našo državo, ker pri nas obstaja tudi študij, se pravi izobraževanje na 5. stopnji, česar Evropa ne pozna, in na 5. stopnji izobraževanja je sestra usposobljena za marsikatero delo, več kot je negovalec, se pravi, kot je 4. stopnja, ker v Evropi poznajo negovalca pa sestro, pri nas je vmesna stopnja, je srednja zdravstvena šola in pridobi marsikatere kompetence, da lahko uspešno stvari počne, ima tudi strokovni izpit, pri katerem se pokaže, po katerem dobi spričevalo za samostojno upravljanje svojega dela. Kompetence pa niso rešene bile nikoli, do zdaj, še niti ene do zdaj niso bile potrjene od ministrstva. Jih je vedno samo del stroke sprejemal, brisal, črtal, dodajal zvezdice, brisal zvezdice. To je za mene, po mojem, to neustrezno. In te kompetence, ki zdaj vsi nestrpno pričakujemo, ki ne bi te zadeve rešile. Sicer upam, da bodo čim prej sprejete, bojim se pa, da jih minister ne bo sprejel, da bodo pač napisali neke nove. Želim si pa, da bi bile sprejete čim prej, ker bi vsaj vsaj polovici teh srednjih sester, ki doživljajo vse te zadeve, kar se dogaja, se pravi, delajo neke stvari, za katere niso pa za to plačane, da bi vsaj polovici to bilo rešeno in da bi dobile primerno plačilo za svoje delo. Lahko poveste, lahko omenite konkreten primer, do kakšnih anomalij, odstopanj prihaja recimo v praksi? Zgodi se, da recimo v domovih, kjer je diplomirana sestra zaposlena do 14. ure, ker ne delajo, se pravi, imajo samo dopoldansko izmeno, dopoldne srednja sestra ne sme izvajati določenih posegov, nastavljanja infuzij, injekcij, take stvari. Po 14. uri pa seveda to lahko in mora, ker je edina, ki je tam za to edina v ustanovi, ki je to sposobna narediti in to zna in je delala prej in se pravi po 14. uri dela vse, plačana pa seveda ni za to in s temi sistemskimi rešitvami, ki se obljubljajo, ki jih zakon predvideva, bi vsaj polovici teh sester bilo to rešeno. Kaj torej pričakujete 1. marca? Bodimo optimisti, upam, želim si, da bi bile te kompetence sprejete in da bi potem končno začeli sistemsko te zadeve urejati, prišli v ustanove s temi zakonom, z uvajanjem tega člena zakona, ki sistemsko te zadeve rešuje, ker zdaj stvari stojijo že eno leto. In pričakujem, da bodo te stvari, optimistično upam, da bodo te stvari sprejete in da bi potem v zavodih te zadeve začeli reševati, da bo čim prej stvari rešene, ker zdaj čakamo na to že 35 let, kolikor imam delovne dobe
In se bojim, če gledam pesimistično na zadevo, bom šel prej v penzijo, kot bomo te zadeve rešili, upam, da ne. Da bom vsaj zadnje 2 let dobil morebiti to, kar mi pripada. In mogoče, če z lastnim konkretnim primerom poveste, kaj konkretno vam pripada, kaj morate dobiti? Jaz smatram, da je odvisno od delovišča, da je odvisno od te stvari treba pogledati. Treba iti od delovišča do delovišča, ugotoviti, kaj so kompetence od koga. In če te kompetence, če jih v konkretnem primeru, če jih nekdo presega, mora te stvari imeti rešene. Nikakor ne zahtevamo, da bi bile sistemskimi rešitvami bila priznana izobrazba, ker to seveda ni. Pravilno pa bi bilo, da bi bilo dovoljeno, da upravljam delo, za katerega sem se usposobil, oziroma mi bodo dali to potrdilo in da temu primerno potem tudi plačo končno dobimo, plačilo. Nesorazmerja med plačilom srednje medicinske sestre in diplomirane medicinske sestre z enako delovno dobo, z enako usposobljenostjo so velike. Med 5. in 7. stopnjo je 10 razredov razlike, to se pravi, to je 40%. 40% je razlike na istem delovišču, delo diplomirane medicinske sestre je 10 razredov, vrednoteno 10 razredov več kot pa delo srednje medicinske sestre. Smatram pa, da v večini primerov delo ni toliko različno, da je delo mora biti različno, ne vem, da se razlikuje za 10 do 15%, več kot toliko pa mislim, da ne.